Italijanske vojaške in fašistične ter policijske enote so v številčni moči približno ene okrepljene divizije 13. marca leta 1943 razvrščene v pohodne kolone prodirale v Brkine iz več smeri. Skupini 5 borcev, ki je ščitila umik partizanov, je bilo onemogočeno, da bi se prebili za večino proti vasi in je zato zavila proti severozahodu na strmo gozdnato pobočje med Padež in Kozjane, kjer pa je zašla v še hujši ogenj Italijanov. Izgube so bile izredno hude, 7 mrtvih in 6 ranjenih. Po umiku partizanov iz vasi so Italijani vdrli v kozjansko šolo in v vas. Zažgali so 3 hiše in nekaj gospodarskih poslopij ter aretirali 37 ljudi, jih zvezali z vrvjo in jih odgnali. Na oknu gleja obrazek blit, na lici grenkih solzic sled. Zakaj pa dekle komaj 20 let tak žalostno gledaš v svet? V hribe šel je dragi moj, s fašisti bije težek boj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Dekle, ne bodi žalostno, otri si solze in oko. Tvoj fan gotovo vrne se, ko zvezda utrne se. Tvoj fan gotovo vrne se, ko zvezda utrne se. Ponosom vrne se junak, ovenčan slavoslavni zmag. In vriskoma vrgal bo ti tako v zrak, ko stopil čez tvoj bo prag. In vriskoma vrgal bo ti tako v zrak, ko stopil čez tvoj bo prag. Brkini so živeli v vojni že davno pred bitko leta 1943, ki je opomin in spomin spominskega dneva občine Divača. Tu v brkinskih vaseh ima vsaka domačija, vsako drevo in vsak kamen svojo žalostno zgodbo, saj je upor v ljudeh in vojna trajala do zaključka 2. svetovne vojne. Kozjane so gorele 3-krat. 2-krat v letu 1943 in 3-tič v letu 1944. 13. marca 1943 je na Kozjanah in v okolici potekala krvava borba z veliko močnejšim sovražnikom. Italijanska ofenziva je imela namen popolnoma uničiti brkinsko četo, ki so jo obkolili iz vseh smeri. Preboj obroča je terjal 7 padlih in 6 ranjenih partizanov, žal pa so v obroču ostali domačini, nad katerimi so se Italijani maščevali. Požgali so vas, aretirali so moške in jih odpeljali v zapore in taborišča. Padle partizane pa so razstavili domačinom na ogled. To je v srcih domačinov povzročilo še hujši upor proti okupatorju. Naše ljudi so takrat oblikovali vrednote, kot je ljubezen do domovine, materinega jezika, tovarištvo in želja po osvoboditvi izpod tujega jarma. V današnjem času Združene Evrope,
ki temelji na svobodih in zanikanju totalitarnih režimov, bi se morali še bolj zavedati svojih korenin, še bolj vrednotiti in priznati narod, ki se je uprl fašizmu na svojem ozemlju ter ni klonil ali se pridružil sovražniku v boju proti lastnemu narodu. Podpreti moramo antifašistični boj, partizanski boj, mednarodno-osvobodilno borbo in boj za osamosvojitev Slovenije, ki je bil in bo za vselej zapisan v zgodovino. Pohodniki na spominskem pohodu, praporščaki združenj, nosilci spomina ali le spoštljivi prenašalci sočutja preteklosti v misel prihodnosti. Dobrodošli na Kozjanah. Na to pomladno soboto na spominskem pohodu in že drugo leto zapored zaradi splošnih omejitev večjih druženj simbolični obeležitvi v vasi z grenko zgodovino, a s tako jasno zazrtim pogledom v jutri. Prosim županjo občine Divača, gospo Alenko Štrucelj-Dolgan, za besede prijaznega pozdrava in misli, ozrte v čas trpljenja, a hkrati življenja. Vsi prisotni, lepo pozdravljeni in dobrodošli na partizanskih Kozjanah. Naša občina praznuje v teh dneh svoj spominski dan, posvečen tistim daljnim dogodkom 13. marca 1943, ko se je brkinska četa spopadla z veliko številčnejšo armado italijanske vojske, iz nje izšla prepolovljena, vendar pa so se takratni okupatorji znesli tudi nad nemočnim civilnim prebivalstvom tudi tukaj na Kozjanah. Spomini bledijo, obujamo pa jih ne samo za nas same, pač pa za nove rodove, da ne bi pozabili, kako velikega pomena sta mir in svoboda in kako drago smo jo morali plačati. Plačati s krvjo in trpljenjem tisočev in tisočev partizanskih borcev, zapornikov, taboriščnikov, talcev, izgnancev, beguncev, pa tudi nemočnega civilnega prebivalstva. Spominjamo se tudi zato, ker smo ponosni, da smo se uprli neskončno močnejšim okupatorjem, ki so se namenili uničiti slovenski narod. Iz tega izšli kot zmagovalci. Z zmago smo dosegli ponovno združitev Primorske z matičnim narodom in samostojno republiko v okviru takratne jugoslovanske države, ki je bila vsestranska podlaga za popolno osamosvojitev Slovenije v letu 1991. Današnji čas ni najbolj naklonjen poveličevanju preteklosti. Dogodke iz naše polpretekle zgodovine si razlaga vsak po svoje. Okupatorji in njihovi sodelavci so kar naenkrat postali domoljubi,
borci in partizani pa neki naključni udeleženci v borbi. Nekateri želijo na vsak način spremeniti našo zgodovino. Pogum, domoljubje in žrtvovanje borcev ne sme biti nikoli pozabljeno. Danes smo nezadovoljni in stalno najdemo nekaj, na česar se pritožujemo. Ne zavedamo se, da smo lahko srečni, da živimo v miru, da živimo v svobodni državi, govorimo svoj jezik in imamo svojo kulturo. Storiti moramo vse, da ta dragoceni mir ohranimo tudi za naše otroke in naše vnuke. Poguma slovenskemu človeku torej nikoli ni manjkalo, a enotnosti, povezanosti, spoštovanja skupnih vrednot, tistih, ki nas povezujejo, to je tisto, kar danes še kako potrebujemo, pa smo nekoč že imeli. Zato se ob spoštljivem spominu na upor proti okupatorju zazrimo v prihodnost, ki nam je skupna in hkrati usojena. Kot županja občine Divača v imenu vseh občank in občanom izrekam iskreno hvaležnost vsem, ki ste in so nam z uporom obranili in hranili našo narodno svobodo. Žal, mnogi niso več med živimi. Hvala lepa. Prosim predstavnico Združenja borcev za vrednote NOB Divača, gospo Mirjam Frankovič Franetič, da z nami deli razmišljanja o času, ko so bila življenja darovana za dom in za prostost, za narod žrtvovana za vedna njih mladost. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ta spominski dan vsem veliko pomeni. Tako kot je pomenil našim ljudem upor in boj proti fašizmu in nacizmu v tistih težkih časih med narodno-osvobodilno vojno. Katere vrednote so bile tiste, ki so oblikovale ljudi takrat? To je bila ljubezen do domovine, maternega jezika, tovarištvo in želja po osvoboditvi izpod tujega jarma. Čast vsem. Hvala. Prosim županjo in Mirjam Frankovič Franetič, da se s polaganjem cvetja in trenutkom tišine poklonijo tistim, ki so verjeli. Vojni čas, čas vojne, z vojno odmerjen čas. Le mislimo si lahko o tistih mesecih, letih, o katerih so pisali, to je skelelo, to je peklo, to je bolelo. A hkrati je bilo to obdobje nasproti, trpljenja in hrepenenja, grozote in lepote. Preko brstečih trat
čez polja osamela je dahnila pomlad. Na oknu rdeča roža je vzcvetela in z njo igra se žarek zlat. A prav v to kipečo rast, v tisti sončni zlati dan, kot grenka solza je kanila kaplja pelina. O, domovina! Pogum in vedenje, da se čas ne bo ustavil na temni strani, sta nudila viro v svobodo. Kaj je res že pomlad? Danes sem videl na grobovih rože brsteti. Telo je sprhnelo, duša ne more umreti. Kaj je res že pomlad? Danes sem videl v oknih ječ prečudno cvetje. 1000 obrazov je strmelo v zavzetje. Kaj je res že pomlad? Danes sem videl v oknih žareča lica, pod nebom se je z juga vračala ptica. Kaj je res že pomlad? Danes sem videl v oknih teloh in zvončke. Sveže prsti je dekle nasipalo v lončke in otroci so v pesku sedeli, na vso moč v sonce peli in po oknih svetle luči, kakor da so zimo zaprli s ključi in da se nikoli več ne vrne nazaj, da bo na zemlji en sam sončen raj. Domovina naša je dežela, to je morje, polje in gore, to so ceste in tovarne, rudniki in vsi ljudje. To je naša lepa pesem, so besede, ki jih govoriš. To je naša zgodovina, to je dom, kjer ti živiš. Domovina je tam, kjer svoj dom imam, kjer bratec in sestrica z mamo živita in se z očkom po vrtu žogo lovita. Domovina je tam, kjer sončen je dan, je vrtec, je šola in družba vesela, kjer vsak svoje delo z veseljem oddela. Domovina je tam, kjer je Triglav krasan, je morje, so hribi, Prekmurska ravnica, je pesem, beseda, kjer vlada resnica. V mladih brezah tiha pomlad. V mladih brezah gnezdijo sanje. Za vse tiste, velike in male, ki še verjejo vanje. Za vse, ki dolgo v večer na oknu zamišljeni preslonijo in sami ne vejo, kaj čakajo in po čem hrepenijo. V mladih brezah je 1000 sanj pomladi in zastrtih smehljajev, kot iz pravljic iz daljnih, prečudnih krajev.
heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. Greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday